Dobro večer vsem. Hvala, da se udeležili tako številno, da se udeležili tega večera. Danes gostimo slikarja Jošta Snoja in to je naš zadnji večer, ki ga bomo imeli v okviru te naše pobude letos. Bomo začeli spet enkrat verjetno septembra, oktobra. Moram povedati, da to je drugi slikar, ki ga gostimo, prvi bo tam sedeči Matej Metlikovič, ki smo ga gostili pri nas, in da bomo zadevo zastavili nekoliko drugače. Pri njemi In zdaj bomo zadevo zastavljali nekoliko drugače, bolj svobodno. Pri Mateju je bilo tako, da jaz sem mu postavljal vprašanje, potem on je odgovor ponazoril slikami. Tule pa Jošt, jaz bom pač postavil nekaj vprašanj, on pa bo v skladu z katalogom, ki je tam na voljo, nekako ponazoril celotni razpon svojega slikarstva. Tako da bova delovala na dveh ravneh. Jaz bom nekaj govoril, on bo pokazal svojo slikarsko pot. Če bo uspelo na 3 dele, bomo razdelili. To ne bomo razdelili na 3 dele, jaz sem računal tudi, da bomo razdelili na 3 dele. Poleg tega, po dogodku samem imamo pogostitev, zato ker Jošt praznuje 50-letnico, bomo se zdi v ponedeljek, ne? Ne, čez en teden. Čez en teden, tako da bo potem tudi pogostitev. Se je na voljo katalog, ki sem prej omenil. Zdaj bom jaz samo uvedel samega slikarja. Jošt Snoj se rodil leta 1967 v Ljubljani, leta 1993 je na Akademiji za likovno umetnost diplomiral iz slikarstva z serijo slik na temo Imago Pietatis. Leta 1998 je diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani, med letoma 2004 in 2008 je na Papežki univerzi Gregoriana študiral krščansko umetnost vseh obdobij na fakulteti za zgodovino in kulturo in sakralno dediščino. Pod vodstvom sodelovanja z patrom Markom Rupnikom je opravil formacijo za sakralno umetnost in študij, končal serijo slik na teološko simbolične teme Efrema Sirskega. Zdaj, glede njegovih del je tako, o prenovi župnišča v Šmartnem ob Savi uredil in poslikal kapelo svetnikov. Leta 2011 je v sodelovanju z arhitektom Andrejem Rozovičem poslikal zasebno jezuitsko kapelo pri Svetem Jožefu v Ljubljani. V župnijski cerkvi Svete Družine v Mostah je poslikal presbiterij. Od leta 2013 ustvarja serijo slik na temo Hude jame. Slika podobe Marije z naslovom Mleke v Božje besede in je sodeloval pri skupni razstavi O čem razmišljati nativo, na katere pobudnike bo tudi Matej Metlikovič, ki ga že drugič omenjam. Leta 2016 je v cerkvi Device Marije v Bovcu predstavil ciklos Patmos, Razodetje svetlobe. Zdaj, glede pa njegovega slikarstva je treba povedati tole, da v celotnem razponu svojega slikarstva sega od sakralnosti do osebne izpovednosti, se je pojavljal tako teološke, kakor liturgične ali globoko simbolične prvine. Obenem pa so se skozi nastajali tudi ciklusi krajinarstva, ki pa je globoko prežeto z to razsežnostjo. To, kar je po mojem zelo pomembno, si tudi zapisal, je to, da se je njegovo slikarstvo vedno razvijalo zunaj trendov, ki vladajo v sodobnem, v glavnem, v najbolj uveljavljenem, oziroma razstavljenem, recimo tako, sodobne slovenske slikarstvo. Uvedem, jaz moram povedati še tole, da jaz sem te podatke pobral z interneta, on pa zdaj doživlja en tak blazen slikarski razmah, tako da je velik del in razstav, ki tukaj nisem omenil, zato ker pač niso biti navedene na mrežju. Glavno, to je to. Zdaj, glede vprašanj, jaz bom najprej zastavil 2 vprašanji, potem bo sledil prikaz slik, potem imam eno jedro in 4 zelo tako zahtevnih in malo utrganih vprašanj, ki bom zastavil Joštu v zvezi z neko mojo interpretacijo, osebno interpretacijo njegovega slikarstva. In potem bo sledil ponovni prikaz slik, potem bomo še lažje vprašanje, pa bo slike, pa bo čas za debato. Zdaj, prvo vprašanje je to naše kanonično vprašanje, ki ga imamo tukaj, kaj je pravzaprav in ki ga glavno zastavljamo vsem, ki pridejo k nam v goste, kaj je religiozna oziroma duhovna umetnost. In zastavljam predvsem umetnikom, zato ker si želim predvsem, da bi umetnik odgovarjali na to vprašanje, se mi zdi, da boš tukaj do drugih. No, vse, kar bomo govorili, ene delač presega, da v duhovno umetnost ne bi imela nekaj z duhom, ne? Jaz pa se gotovo ne počutim tako, da bi zdaj bil čisto v skladu s temi besedami, ne? To moramo najprej vedeti. Ko bo zihar vzvišene debate, ne? Ja. Torej, jaz
recimo v umetnosti doživljam nekaj nadzemeljskega. Čeprav je materialna, je stvarna, je to neka tvar, ki jo oblikuješ, barva je kakor nek izvleček stvarstva, ki jo tudi primeš, ne, jaz tudi recimo z roko, z prsti, ne, in je moraš nekako narediti pretanjeno, prefinjeno, ali je to pastozen nanos, ali je to lazuren nanos, je treba nekako, Teilhard de Chardin bi rekel, preduhoviti materijo. Ne, to je tak proces. Ne reče poduhovljena, preduhovljena, to je prevedeno. To se dogaja recimo v slikarstvu. Slikar prime v roke to materijo in naredi tisto podobo, ne, sveta, ki je v njem, ali pa podobo Boga, ki je v njem, če je to v njem. Se pravi, umetnost je ziher nekaj bogoiskateljskega, če rečemo duhovno, ima nekaj kukakoli, rečemo transcendenca, Bog. Ne. Zame je to zelo povezano. Nekako recimo z leti sem čutil, da se mi dogaja, da je povezan toliko z roko, da tisto, kar recimo jaz nekako vse doživljam, neko to prisotnost ali pa neko notranjo luč, da to dobro odzveni v tistem, kar gor naredim. Čeprav se matram in sem tudi jezen in tudi tolčem, ne, pa bova, ker mi ne gre več pa že z roko gor, ampak kljub temu nekako na koncu zazveni tisto, nekako čutiš, da je povezan z roko, sem to mogoče po 30 letih, spet govorim zelo zvišene besede, sem rekel, ne. Ampak nekako kljub temu smemo to reči, da nekako malo pa le tega čutimo, malo, ne. Vse slikarstvo je zelo preprosto po en strani. Mušič je rekel, da slikate zelo preprosto, on ki je zelo prefinjen na sliko, ne, Zoran Mušič, ne. Ali pa zelo težko, po drugi strani, ne. To je tudi nekdo rekel o molitvi, je nekaj najbolj enostavnega, nekaj najtežjega. Recimo, lahko tudi omenimo tole, da nekateri Rusi, to sem zvedel od Špidlika, Rupnika, delijo umetnost na liturgično, sakralno, pa na religiozno. Ne? Ni vse isto, ne? No, jaz sem študiral v Rimu, da bi postopali liturgičen slikar, želel sem biti sakralni slikar, ne? In to mi nekako ni uspelo. Čeprav sem študij dobro opravil, ne, in sem tisto zapopadil, sem pa šel takoj nazaj v tiste svoje vode, ki so nekoliko subjektivne, ne, ki nimajo tiste teološke objektivnosti, tiste sporočilnosti, kakor bi mogli imeti, ampak imajo nekaj zavitega. Ne. Ja, pogledajte to, ne, najlepše izraža to, tega pa nimam sabo, ja, škoda. Eno zvezek sem pozabil, kjer imam Helderlina. On najbolj izraža za mene v pesniški obliki, kaj je umetniško poslanstvo, kaj je pesnik, kaj je umetnik. Ne? Zdaj pa nimam sabo teh besed. Ampak reče nekako takole, v pesem ovit nebeški dar. Ne? Mi pa smo pod božjimi nevihtami razoglavi, ne bi vedel več. Glavno, kakor da pesnik v podobi prime očetov blisk in potem ga posreduje ljudem. To sem nekaj zelo preprosto, ker je to res vzvišeno, izraženo. No, to je pa škoda, da nisem tistega zvezka vzel. Prav za to priložnost sem si napisal, da je
Ali pa tole, recimo, ne, umetnost, ne, recimo, da bi se Bog, božanstvo, on ima velikrat nekaj nika med nekim grškimi bogovi in krščanskim bogom, ne, to niti ni važno. Mislim, da je zelo dobro čuti te stvari. Reče, ta pa bi se skril, da pa bi bil skrivnostno se skril, z umetnostjo zastira zrak. On, ne? Z umetnostjo zastira zrak. Da bi ostal v tistem skrivnostnem odnosu. In mi nekje, recimo, probamo ta oblak, ne, ta zastor definirati, ga nakazati, ga upodobiti na nek način. Ne. Se pravi, gledalec pa ravno tako, ne, ko smo govorili o tej prefinjenosti, gre tudi za tukaj iskanje smisla. To vodi, kako ti v slikarstvu te stvari oblikuješ, se pravi, greš po nekemu smislu, ne? To ni zdaj samo neka obrt, nekaj materialnega samo, ali neka figura, ki jo moraš recimo oblikovati bolj ali manj, ali bolj figuralno, manj figuralno, ampak ti tam nakazuješ, ti vodiš k nekem smislu. In nekdo bi rekel, ki so lansirali to hierofanijo, razodete svetega, da je tudi nek sakralni center, centro sacro, ne, okoli katerega se vse oblikuje. Ne, tam, kjer se ne bo dotakne zemlje, mislim, da to Eliade, ne. Jaz sem pa to povzel po nemškem profesorju Pfeifferju, ki je bil tudi najbrž še živi, od Rupnika profesor umetnosti na Gregoriani, ki je mečken kristificiral tole teorijo od Eliade o hierofraniji. Tam, kjer se ne bo dotakne zemlje, je ta centro sacro, ne? In okrog tega se oblikuje cel svet, družba, civilizacija. Ne, to je lahko je to kamen, je ta centro sacro, ali pa drevo. Jaz smo v misli, ker bolj poznam svetopismo, recimo kamen, na katerega je Jakob položil glavo, ko je spal in imel tisto vizijo, in je pa rekel, to je hiša Božja, to so vrata nebeška, in ga polil z oljem, mazilu ga je polil z oljem, in potem so tam vse hodili, verjetno, in so tam imeli mogoče tudi kakšno stavbo ali pa vsaj kraj češčenja. Ta kamen je ta centro sacro, ne, ali pa drevo, Mamrejev hrastan, ker Abrahama obiščejo 3 možje pod Mamrejevim hrastom, to je, recimo, drevo. Ne. No, in reče takole, tisti, ki ne loči neba od zemlje, nebesnih stvari, nekaj, ki jih pač samo slutimo, ki imamo neko podobo, pravo, resnično, ne. Tisti, ki ne ločuje med nebom in zemljo, to v obeh smislih, ne, se pravi tudi v duhovnem smislu, ne more poznati sakralne umetnosti, je ne čut, ne. Tukaj se to dvoje združuje. Ne, to bi to rekel tudi o duhovni religiozni umetnosti, ne. Te dve plasti, ne, nebesno se druži zemljski, ne. Tisto, kar je človeško, gre gor v iskanju, tisto, kar pa je Božje, kar pa mi samo mogoče nekaj slamo, ali pa če nam uspe, da to nekako prikažemo s preprostimi sredstvi, gre pa navzdolj. Recimo, primer za to, tak najbolj pompozen, ta kraljičen je barok, ne. Gre navzdolj, tisto Božje gre navzdolj, da bo kar dol padali iz kupol in iz strobov, in tisto Božje, ne, tisto svetnika, Marija, gre pa to, ne, vzdolj in navzdolj. To je princip sakralne umetnosti, je pa duhovne. Na to temo smo odklonili, na temo hierofanije se odklonila poleg na vprašanje z vezi s tem. Zdaj, drugo našo kanonično vprašanje na teh naših večerih je vprašanje, ki se ga može izbrati izmed tistih, ki mi nudimo na voljo, oziroma jaz pravzaprav nudim na voljo. In izbral se je izročilo. Tako da,
ker se bomo z vprašanjem herofanije se bomo ukvarjala pol kasneje v naslednjem sklopu vprašanj, bi ti zdaj zastavljeno tako umetnostno-zgodovinsko vprašanje. Sicer, kako gledaš na izročilo? V nekem intervjuju si ti v bistvu odločno zavrnil, mislim, da je precej star intervju, ampak je pač sem ga našel na YouTubeu, ne toliko prijeme in vsebine, kolikor umetniško samozagledanost, mislim, da se prav pravi ta izraz, ne, sodobnih trendov in modernega, avantgardnega in tudi abstraktnega slikarstva. In glede tega, kar se pač nanašamo na izročilo, je nekoč tudi sam Pater Rupnik, ki si ga prej naredil, v nekaj o tvojem slikarstvu je pač izrazil, oziroma ocenil tvoje slikarstvo takole, predelil tvoje slikarstvo takole, da v njem predelavaš impresionizem in ekspresionizem. Zdaj, obenem, če se že nanašamo na izročilo, je tvoje slikarstvo tako nespregledljivo krščansko obarvano, ne? In zato je povezano z enim zelo zavezujočim izročilom. Na zadnjem srečanju, ki smo ga imeli tule dogost Tone Rode, ki je podal neko misel Žaka Maritena, ki jo zdaj ne bom navajal, zato ker smo na dolgo in široko obravnavali že takrat, ne? Ampak bistvo te misli tiči v tem, da je izkustvo modernega, izkušnja modernizma, modernega slikarstva nezaobidljiva. In kakorkoli bi se že mi hoteli povrniti na neke motive, teme, vsebine, ki so predhajale moderno slikarstvo, moramo iti skozi to izkušnjo. Tega ne moramo zanikati, to je zapisano nekako v naše umetniške gene. Ne? Zdaj, a lahko govorimo, on se nanaša seveda na poezijo, o nečem takem, in mislim, da je to prisotno v tvojem slikarstvu, v tvojih slikah, ne? On se nanaša seveda na poezijo, ali lahko govorimo o nečem podobnem tudi za slikarstvo in konkretno za tvoje slikarstvo? Seveda, mi smo išli iz modernizma. Tudi, ko si omenil, da si študiral fovizem na Slikarski akademiji v Ljubljani, pa... Jaz sem bil takrat malo mlajši, sem bil malo bolj kategoričen, ne, tako da sem se vrnil abstraktno, ne. Se zavedam tega doprinosa in te svobode in iz raznih sredstev. Mi smo išli iz tega, zdaj pa jaz sem se nekako vrnil k figurali, ki je zelo plaha, mogoče prvih 10 let po tisti vrnitvi sem bil zelo neizoblikovan, sploh se ni videl, da kaj znam niti slikati, niti risati skoraj, da so bile neke rahle stvari, ne, 10 let skoraj, preden sem jih malo. Samo nekaj intervjuju si izrazil tudi to, da ti čutiš, ne, da je tvoja naloga, da narediš sintezo, ne, nekako med modernim in med modernostno tradicijo, po krščansko tradicijo. Ja. To je naloga za zdaj, ne. Recimo, jaz se želim navezati na izročilo, posebej sem si v teh preteklih letih želel in sem ga tudi dobro spoznal, dobro preštudiral. To je krščansko izročilo, zdaj pa tudi izročilo vseh civilizacij, se v krščansko se prepleta vse, ne, od Egipta, Grki so študirali, grški slikari, predkrščanski in krščanski so študirali v Egiptu, ne. To povezavo imamo, ne. Zdaj, ravno to je naloga, ne. Izročilo je lahko postane togo. Zato se jaz rad vračam na tisto prvo krščansko slikarstvo, čisto prvo v katakombah, ki mogoče ni najvišje kvalitete, drugorazredne kvalitete, ampak vse je nekaj spontanega, podinskega, prostor med figurami, pomen, ne. Potem se pa v 4. do 6. stoletja to institucionalizira, ne, precej. Kar tudi ni slabo, je duhovna izkušnja, ampak rata togo. In to je nujno, tako je Egipt rato tok, ne. In zdaj, recimo, meni se zdi, da so še velike možnosti, potem pravno po modernizmu, po 20. stoletju, so še velike možnosti, da bi naredili neke poskuse sintez. Vsak na svoj način, kakor je njemu blizu, recimo, ne. In da bi tudi to izročilo, recimo, tisto, kar je naš občestveni spomin, no, kristjani imajo nek občestveni spomin, ne. V tem je, imajo tudi določene motive, imajo v glavi in jih prepoznajo. Nekdo drug jih ne bo prepoznal. Nekake polovica ljudi pa ima odpor do teh takih slik. Prav odpor, ne. Recimo, priznavajo samo premen pokrajine, teh pa ne, recimo. To je, ne. No, zdaj, jaz si pa želim tukaj, da bi vnesel malo življenja, ker veliko to postane manjeristično, šablonsko,
ne, slikarstvo, a pod zgodovini je tudi postajalo, tudi ikonsko, vse je lepo ikonsko, ampak je pa lahko zelo tudi šablonsko. Se je zelo lepo, da se je to ohranilo od prvega tisočletja, da se ne bi. In lahko črpamo iz tega, zelo lepo. Ampak da bi pa zdaj tako delal, pa meni ni do tega, ne? Ker sem moderen človek, ne? In recimo, da ti zdaj vse to poznaš pomene, prav čestno spomin, poznaš simbole, poznaš ikonografijo, ampak jo recimo svobodno oblikuješ, res svobodno vzdomišljijo, spreminjaš, ne? In tudi likovno biraš na tak način, da bo bolj sočno, bolj zanimivo, recimo. Ne? Recimo, in jaz se gotovo zavedam, da nikoli ne bom tako popularen, zato ker niti ni tako ilustrativno, niti tako šablonsko, niti za modernista pa niti ne dosti moderno, ne? Je nekje vmes, recimo, ne iskanje skozi. Ali pa nekje med vidnim in nevidnim, ne, je to zmer neka meja, ne, med tem likovnim, med tem recimo v eni pastoznosti barv, ti moraš malo gledati, da se ti počasi oblikuje en motiv, ne. In včasih gre malo v to smer, pa v to smer in tako naprej. Malo čas tudi ljudi poslušam in ne, da boste videli na koncu te knjige, so te malo novejši primeri, malo večje svobode, sproščenosti, celo nadrealizma, tudi prostor je drugačen, da nizaš besede, figure, oblikovne stvari dosti svobodno, ne? Ker brez enega horizonta, ne, to je modern način, ne? Pa hkrati je tudi risba je pa dosti vsem realistična ali pa prepoznavna, ne? Pa celo kaj nadrealizma je celo, ne? No, to je izziv, po moje, za... In še nekaj, ne, recimo, izročilo, ne. Nekje že v 90-ih letih, 20 let nazaj, sem zasledil pri nekem Francozu, ki je pisal umetnost, je rekel, da nazaj, zdaj, od tukaj naprej. Ker se tale, vsi ti dosti racionalni koncepti, ne, a pa te abstrakcije, da se to se že izpere, to je že malo dolčas, ne, velikrat, ne. Tisto je pristno je scenem, ne, kakšne take norce, ne, polog, pa, ali pa kakšne take, ne, Rodko, ki je slikal, ne bi slikal, ki je, ne poznate Marka Rodka, ne, recimo svetlobo prvega dneva, ne, ker je bil jut, namreč tak neortodoksen jut, ampak dost ne. Recimo, to je tudi modernizem, ne? Da je sliko svetlobo prvega dneva. Sam to najbrž ne ve veliko ljudi. Kje sem že vstal? Kaj sem še večil? Ja, vzročilo, ja. Zdaj si to sliko že pokazano na svojem predavanju. Svetlobo prvega dneva. Kje sem ustal, ja. A si ogledal moj slik? No, da gremo pa malo nazaj. Kako se pa šoli? Kako se to kaže? Ti se pišel tipka. To je možno, ja. Nekje sem zgubil nit pri tem izročilu, da pa ne vem, kaj sem. Je povedala tudi tehnika, ne, da zbiš nit z izročilom, pa pokovina z izročilom, pa tudi tehnika. No, zdaj boste videli preproste stvari. Leži. Bo počasi. Zdaj gremo pa spet, da gremo pa malo tako retrospektivo, ne? Čisto preprosto. Od tistega mojega prvega... Da sem to mišel. Ja, ni mišel. Ne gre? A bo počasi. Od mojega preprostega posnemanja narave. Ko sem začel posnemati naravo z svinčnikom. Imel sem prve navdihe in šel na barje in sem probal tisto, ravno ta zrak, utripanje v poletni vročini, sam svinčnikom rahlo narediti
da je tiste risbe nima, tistih risb nima tukaj, to je že mečkaj kasneje, ko sem že malo znal risati. To je pred akademijo, ne? Ko sem 2 let hodil pred akademijo na tečaj. No, takle portret že malo kasneje. No, to so bile moje prve take, to je neki stušen narejen, murglje v snegu. To je pred akademijo. Zdaj bomo šli najprej do teologije, ne? Do sakralnosti, do leta 90 samo. Pa to obdobje male akademije. To je pred akademijo še, ko sem bil v vojski, jugoslovanski, sem še tole na sliko vmes, ko sem pa še doma. Prvo oljno sliko. No, moram tole reči. Mene je zanimala svetloba, luč. Ne? In v tem začel sem z impresionizmom in to se zmeri pozna. Z groharjenih hribčkov, ne, sem doživljal, da je tisti svetlobe nekaj onstranskega. To je mene prevzel. In zame je to še zmeri pojem. Ja, da je ta svet je sicer viden in tako ga mi vidimo, ampak je nekako že preoblikovan, je nekako privzdignen ali pa nekaj onstranskega je v bistvu. Ne. In to je zame še zmeri. In to sem doživljal pri 16 letih in tudi nekaj božjega. Nisem takrat hodil v cerkev niti k maši, ampak sem nekaj doživljal prav v hribčku. Prav v tej sliki sem ga hodil gledati v moderno galerijo. In zame je svetloba tista, sem rekel, jaz hočem tole naslikati. Sam svetloba nima mišljena samo na način Claude Moneta, samo odslikava svetlobe, neka lepota, sveta, stvarstva, ampak je bilo vedno mišljeno, da je to nekaj, je nek simbol, že svetloba je nek simbol, nakazuje na nekaj višjega. Ne? No, to so take risbe. Potem pa sem šel mečken v fovizem, tistega primera nimam, kakšen fovizem, ekspresionizem in v take sorte kubizem. Takle portret očeta. Veliko imam risb z oglem, takih kubističnih, ki so kar dobre. No, ampak sem ga zadel, ne, na ta način. To je bilo prvoletnik ali pa začetek drugega akademije. To sem delal poleg tistega študijskega programa, sem še zraven delal, ne. No in tole, recimo, je pa tudi leta 88 barje. Ne, nekako vidimo, da je to, kar je proseva nebo skozi, tudi kakor da bi se dematerializiral ni ta prave perspektive čist, ampak to je pa, in tudi lepo se mene stvari gor, žimo, pa slamo, pa žagovino. Imam še druge slike, ki so dosti odštekane, ki jih nisem mogel zdaj dobiti, ker so v nekih garažah. Iz akademije ta je še tako urejena, lepa, so pa ene take kolaži, figure gor, vse mogoče, tistega pa nisem mogel. Vpliv je pa enega slikarja, ki je skozi pol spremlja, Kiferja, Anzelan Kifer, ki še živi. In tale slika malo je bluzozor, Kifer. Ki je recimo Kifer je vedno ima nekaj transcendentnega. On pravi, da nima smisla. Spravi na nek način kot nek ateist. Pravi, jaz si ga pač poslušal po YouTubeu. Nima smisla, da nič nima smisla. Ampak vse je nek iskalc in vedno je neka emanacija, ima tudi naslov slike, emanacija, vedno je nekaj sakralnega noter, nek vdor svetlobe, neka perspektiva, ki gre bolj naprej, ne? In kakšen simbol. No, to je bila abstraktna slika, modri zid, kjer je tudi večkaj nalepljeno gor, male pa bolj v taki plavi in barvi, nazareni. No, to se vidi, da sem malo poskušal takle modernizem, monokrom, bolj barvi. No, to je pa bolj prva sakralna slika, ki sem izhajal iz ikone, ima strukturo ikone, Marija in tako. Ampak tole abstrahirano. Vidi pa se najbolj, da nad to figuro Kristusa, ko mi vidno, je še ena bela črta nad njim, kakor da izhaja iz njega, je taki bojem, ne? Kot nekaj duhovnega, ki se ne vidi najbolj, tole je njegova glava, pa še eno bris ene glave z belo, ne? In to mi je recimo profesor Gnavoš rekel, zdaj pa pusti. In sem pustil, da bi pa jaz preveč zadelo verjetno.
bi jo zmatral sliko. Ne? In to je bila tudi pol diploma, kasneje, to je 4. letnik. Se bomo pa tukaj zaustavili, pa gremo naprej. To je pa za diploma, to bomo šli v pol naprej. Torej, zdaj bomo prišli na teoretično trdo jedro tega našega večera. Treba to razumeti kako interdisciplinarno. Tako, v bistvu gre za neka vrsta moje predavanje o njegovem slikarstvu in za kratki intervju. Tako da v bistvu, ne vem, če bomo uspeli, pa bomo poskusili. V glavnem, gre za to, malo se bom držati svojih zapiskov, ker je malo zelo trgana in posebna interpretacija njegovega slikarstva, ki zahteva zbranost. Zdaj, v glavnem gre za to, da v srednjanju tega slikarstva, v teh zadnjih tednih, ki se s tem ukvarjal, sem se spomnil nekega kritika, ki je ponujal za vstop in tudi uporablja skozi ta pojem, da je treba v sliko in v slikarstvo ustvarjanje vstopiti, tudi strani seveda tudi gledalstvo to res. Za vstop v Dantejevo božansko komedijo sledeče vodilo. Rekel je, da če hočemo brati ustrezno, se moramo najprej preučiti njeno alegorično, simbolično, teološko, filozofsko, moralno, ezoterično, kako tudi ezoterično, plat Dante, in človeško strukturo in se tako oboroženi pol vanjo spustiti in na to dopustiti, da se nekako božanska komedija dogaja v nas oziroma tudi mi po svojem njej. Zdaj, na osnovi motivov, ki jih ti obravnavaš v svojem slikarstvu, jaz te prvi slik se nisem poznal, zato ker nisem gledal na spletu, sem se analogično, tako domislil, spomnil, da tvoja umetnost je slikanje samega stvarstva na poseben način, ki predpostavlja en poseben način spoznavanja stvarstva, ki je v bistvu zelo drugačen od današnjega. Predpostavlja en revitalizirani tip človeka, ki naj bi se poskusil, zdaj ta izraz vidi zelo tako visokoleteče, približati integralnemu človeku. In bi moral združiti v sebi neke 4 ravni spoznavanja, ki bi nastopale na ravni nekakšne motrenjske, kontemplativne intuicije. Zdaj, te ravni sem jaz imenoval, in to so tudi elementi, posamezne stvari, ki sem jih sam najdelal v tvojem slikarstvu, v njegovem razpomenu tudi v posameznih slikah. So alegorična raven, tako sem jih jaz poimenoval, hierofanična raven, tako da se bomo ponovno povrnili na to, kar sem omenil prej. Z alegorično raven se bo tudi dotaknila svetlobe. Sočutevanje in preroditvena raven. Skratka, tle gre za v bistvu 4 ravni izražanja, ki nastopajo očitno v tvojem slikarstvu, so skozi prisotne, mislim tudi motivno, ampak po mojem so prisotne v samem stvarstvu. In so neka vrste jedro, v bistvu neko ogrodje sveta. In umetnine, in tudi človeka, ki slika ali gleda in opazuje umetnino. Sami, kako sem prej rekel, malo bolj sintetiziral, imenujem alegorija, hierofanija, pasijon in parozija. In zaradi tega bom pojasnil, zakaj. Ti bom zastavil vprašanje o tem. Zdaj, tle gre za neke zaporedne duhovne temelje, ki so osnove celotne krščanske zgodbe na ravni občestva in tudi na ravni posameznika. In zato jemljamo kakor neka vrste krescendo. Skozi sonce tudi Jezus je šel skozi te 4 točke, čeprav za alegorijo mogoče malo sporno. Istočasno so ti elementi prisotni v samem temelju ustvarjenega stvarstva. To lastnost slikanja, ustvarjanja in spoznavanja, ne toliko razumevanja sveta, ampak spoznavanja sveta, ki je drugačno razumevanje sveta, si ti imenoval mislim, da nekem članku, ki si ga napisal v svojem slikarstvu, v kakšnem drugem slikarstvu, se ne spomnim, v glavnem videti srce. Kar pomeni po mojem ravno intuitivno ponotranjiti in alegorijo, hierofanijo in pasijon in zarodek, ker zadnji element to prenovljeno stvarstvo, ki ga ti poskušaš naslikati, se pojavlja kot motiv zarodka, ki je embrio, ki je vedno prisoten v tem. Zdaj, vsaka izmed teh sestavin, ki nastopa v tvojem slikarstvu, vsak izmed teh sestavin pravzaprav pripada neko temeljno občutje, ki je nepogrešljivo za tvoje slikarstvo in tudi preveva posamezne slike in tudi posamezne obdobje. In mislim, da preko teh 4 elementov, ki moramo nekako ugraditi vase in potem stopiti v tvoje slikarstvo in ga tako enostavno se sukati nekako v njem in ga spoznavati,
je tudi ena zelo dobro ogrodje za spoznavanje sveta. Zdaj torej začel s prvim vprašanjem, kaj je pa pravzaprav alegorija, ali jaz sem jo poimenoval tudi podnaslovil nekako kozmos, oziroma spoznavanje kozmosa. Ti, po mojem, izhajaš, ta trditev bo malo drzna, no? Izhajaš iz predpostavke, da ni slikar tisti, v tem si protimodernist, ne, ali pa nemodernist, no? Ki ustvarja simbole, ampak razumeš stvarstvo samo kot simbol. In si po svoje prepričan, saj po mojem mnenju, da je naloga slikarstva, oziroma slikarja pa umetnika, recimo, da misterij tega simbola, ki je v samem ogrejenju, v samem stvarstvu, približuje sam osebi, kadar slika in tudi ljudem. Ne? To pa počne preko, ker se pač nanašamo tle na slikarstvo, ker se pač ti slikar preko figuralike, ne? Drugi umetniki počnejo to na druge načine, ki ga to figuraliko nenehno prežema neki, kar namiguje na ta simbol, kot temelj stvarstva. In to jaz, zato sem skoval tak izraz, ne, v zadnjih dneh, kar naprej kujem neke nove izraze, stvarno alegoričnost. Ker tlele ne gre za togo Dantejevo alegorijo, za togo, recimo, Dantejevo prispodabljene, recimo, božanski komediji, ker on v bistvu, ne vem, natanko določi na začetku pesnitve, kaj pomeni Vergilij, pa Vergilij ga pa spremlja skozi dva spela. Pol seveda se njegov odnos do Vergilija spreminja, ne, glede na to, kar pač prispodablja, ampak je ta alegorija skozi prisotna. Ne. Pri tem gre, pri tej alegoričnosti, za neko izhajanje in vračanje ustvarjalnega procesa k skrivnostnemu izvoru sveta. Ne. Skratka, tvoje slikarstvo nikoli ni mimetično, ampak je v bistvu v nekem pogledu odraz, vsaj po mojem mnenju, to je moja interpretacija, stvaritvenega dejanja, ki je ustvarilo svet. Pa na koncu ti bom zastavil še eno vprašanje in se bom navezal na eno točko, ki je še bolj preroditvena. Po mojem gre tvoje slikarstvo še bolj naprej od tega, ne? Ampak to bom obravnaval zadnjem vprašanju. Zaradi vsega tega voda, ki sem ga zdaj naredil, lahko razumem, jaz to razumem takole, da iz teh razlogov uporabljaš alegorično elemente iz narave, ki so kot taki, kadar so v naravi sprejemljivi, ampak postanejo alegorični takrat in jo zato hranijo tudi vedno isti ontološki pomen, kadar vstopijo v tvojo sliko in jo potem naseljujejo in pač v njej znotraj, ne samo ene slike, ampak znotraj slikarstva pa ene slike funkcionirajo. V bistvu gre za nekaj vrste predsokratsko alegorijo, ki poskuša preko prikaza nekaterih naravnih pojavov ponazoriti na nadnaravne temelje sveta. Zdaj, kateri so ti elementi, tako da zaključili ste prvo vprašanje. Predvsem ogenj in žarenje, ki nujno se pojavlja takrat ogenj, ampak tudi uporabi barv. To je zelo značilno. Potem seveda luči svetlova, ki si jo omenil prej. In druga alegorija, recimo, ki se nastopa v tvojem slikarstvu, kaj je recimo mavrica in tudi drevo, ki si ga prej omenil. Zdaj, ob vsem tem, imajo tele naravne alegorije en izrazito krščansko-teistični značaj. Recimo, žarenje je prispodoba notranjega ognja žarenja in svetloba, seveda prispodobe notranje luči in svetlobe, oziroma tiste svetlobe znanje, ki si jo prej omenil. Mavrica seveda prispodavlja dotik nečesa transcendentnega v nekem pogledu, ena taka barvna hierofanija, no? Kjer nekaj se dotakne pač nečesa in iz tega nastane barva, nečesa, če se prej ni bilo, pravzaprav in preobrazi stvarstvo zaradi tega. Skratka, glede pa tega, kar sem omenil prej, da vsak izmed teh elementov ima eno svojo podstatno občutje, ki funkcionira znotraj slike, bi glede te posebne uporabe alegoričnosti v tvojem slikarstvu dejal, da to podstatno občutje je neka ontološki občutek skrivnostnosti sveta. Skratka, vprašanje je v bistvu je tole, kako ti gledaš na te alegorije, ki jih uporabljaš, znamo to, kar ti uporabljaš kot pač podobe, kot motivi, ki se uporabljajo v tvojem slikarstvu, sem pač zdaj krstil za alegorije, nekoliko drzno. Ja, bom prav kratko odgovarjal. Zdaj odgovorite od dobro. Ja, moral biti kaj drugač. Pa tudi bom prav zdaj malo preskočiti, pa kar z slikami pokazati, malo tole, kar si ti govoril, ne?
malo čakam, da bi se zaustavil prekršnik, da bi kaj od tega razložil. No, ogenj, ne. Tukaj je delan na način ognja, cela slika, ne, tudi figura upletena v tole, ne. To je drugače po evangeliju, Jezus izganja iz templa. No, tudi to vidimo, to žarenje, ne. In nam moče izhaja iz svetlobe zahajajoče sonca, ampak krata že sama simbol, ne, med to rdečo, rumeno in tem. Tole. Drevo. Zdaj sem prišel do konca, tako da v redu. Zdaj smo vse pogledali. Igrači ne bih panike, ampak ne bomo kamor prišli, ne, to je 50 slik. Če ne bi zdaj vse pogledali na hitro. Tudi tukaj vidimo to alegorijo, ne. Tudi v tem je malo skrivnostnem motivu, ki spominja na izgon iz raja, ampak ni čisto. No, tukaj pa recimo ni kakšnega simbola, naprimer. Ta simboličnost je tudi, če ni simbola, je v samem predstavitvi stvarstva, v sami materiji že nekakšen načinu, kako je obdelano, ne, je nekaj tega, ne. Ne moramo reči, da je to za nekoga bi bilo to preprost nekak impresionizem, ekspresionizem, ali nekaj zelo pastoznega, ampak to moram začutiti, da to ni to, recimo, da ima neko drugo težo ali pa simboličnost, ali pa tale drevešček, ne, ki je oljka, je že v samem načinu dela je nekaj tega, tistega, kar proseva skozi, ne, ali od zadnji, v samem, ne. No, tukaj pa so simboli, recimo, simbol Mavrice in simbol zarodka, zarodek je treba To bomo pol. Ja, to bomo pol. No. To je tako reseno. Ja. No. Se pravi, že sam vidni svet je prispodoba nevidnega sveta, ne. Zdaj, recimo, ne vem, če poznate Pico della Mirandola, ne, krščanski komunist, renesančni, ravno o tem govori, kako je ta vidni svet, to govori zelo na kompliciran način, kako je ta vidni svet samo podoba višjega sveta, ne. No in zdaj, če imaš to dimenzijo vse, boš to na ta način obdelal, ne. Se pravi, ko ta vidni svet delamo, že mislimo na neko razodevanje višjega sveta. Ne, lahko je več simbola, simbol je nek ključ, ki ga prebereš, bolj racionalno, nekaj pa v sami likovnosti, v sami barvi in te eksploziji, v sami žarenju. To je zdaj, glede teh vprašanj, oziroma teh točk, ki sestavljajo pač to ogrodje za razumevanje stvarstva in samega človeka in slikarja. Jaz bi rad podaril tole, da zdaj naslednja je namreč hierofanija, ki si jo že omenil prej. Ne. Gre za to, da seveda mi jih lahko razumemo hierarhično. Skratka, zdaj jaz izhajam iz dna, najprej alegorija, tako kot je Dante recimo sestavil podobno božansko komedijo, ne, in potem pridemo na vrh. Ampak so tudi hkrati prisotne, po mojem, v vsaki sliki istočasno. Ne gre za to, mi pač je to interpretativni vzorc, ta hermenevtični vzorc, ki ga uporabljamo in s tem malo posiljujemo sliko oziroma samo nastajanje umetnine kot take. Zdaj, drugo vprašanje se nanaša na hierofanijo, ker jaz mislim, da je tvoja hierofanija ima eno lastnost, ne, ki je druga hierofanija nima, sicer je zelo osebna. In zdaj, to vprašanje je malo povezano tu z najosebno anekdotiko, sem te enkrat obiskal v tvojem ateljeju, tudi si mi pokazal ene slike z tisto roko, ki se pač nečesa dotika raznih stvari, se dotika ta motiv nastopa nebeške roke
In potem si to tudi izpostavil na enem svojem predavanju v Finžgarjevi galeriji, ne, ker pa se počel na to predavanje poslušal, sem tudi to izpostavil. Zdaj, javljanje Božjega, se pravi, hierofanija, ne, prej se omenil Mičel Jade, ne, je nekaj, kar nastopa v vseh civilizacijah, ne samo v krščanstvu. To nastopa skozi. Kaj se je tega ogromno v Iliadi, v Odiseji, celo v Havega Giti, pravzaprav nekaj vrste celo imamo Božje predavanje. Ne. Zdaj, pri tebi gre pa za eno hierofanijo, ki je zelo značilna za monoteistično tradicijo po eni strani in potem tle imamo uporabljamo izraz, ki kristijanom ni pretirano všeč in se tudi dualistično tradicijo, ampak zelo jasno izraža, kaj hoče povedati, ne, čeprav ni posvečeno. Gremo ga zdaj pogojno. No. In to je pač tradicija, iz kateri izhajamo. In pri tebi, in v tvojih slikah in v celi naši tradiciji se Božje javlja vedno na obojstransko osebni ravni, tako vzajemno osebni ravni, na eni strani. Na drugi pa vedno kot nekaj, kar prežema stvarstvo, a je v isti sapi drugo od njega. Vendar je, in tle, to je moja interpretacija, ima se kdo tukaj verjetno s tem ne bo strinjal, je tisto, kar se javlja spoznavno samo preko stvarstva samega. Zdaj, motiv roke ali prsta, nekaj ta Michelangelovski motiv, ne, te se tudi navezuješ na tisto tradicijo, ki smo omenjali prej, ne. Z razliko od politeističnega izročila ne pomeni toliko tega stika, stičišča med dvema svetovama, to je ta poanta, ko imam Mičel Jade, recimo to se dogaja v osebi šamana, recimo, ne, ampak je kreacijski stik, zato je tudi to slikarstvo kreacionistično, med nečim, kar je ustvarilo svet in človeka in je istočasno v njem in zunaj njega. Ne? Zdaj, glede pa tega središčnega občutenja, ki sem ga prej omenil, da vsaka izmed teh elementov ga ima v tvojem slikarstvu in ki tvori v tem pogledu hierofanijo in ga sama hierofanijo povzroča tudi v gledalcu, ki gleda in vstopa v tvojo sliko, kot sva rekla prej, ne, je neke vrste zaupanje v voljo in načrt, ne, ki transcendirata čutno zaznavno stvarnost. Tako, če bi lahko kaj povedal o tem. Ja, no, recimo. To je tvoja tema, ne, tako da zelo. Primer, recimo, jaz nisem mislil, ko sem to sliko z besedo hierofanije, ne, je pa dualizem je tukaj med Božjim in človeškim, med zemljskim in nebom in zemljskim, to je dualizem, ne. Ko sem prej povedal, da je to princip sakralne umetnosti. To je tudi na nek način sakralna slika, ampak izven kakšne konvencionalne ikonografije. Ne? Razen roke. Roka je, ta Božja roka je prisotna v krščanski tradiciji, še celo v judovski. V Dura Europos v sinagogi imamo že Božjo roko, ne? V sinagogi, ki je poslikana. No in to je tudi drug primer te roke, stvarjenje človeka, mož in žena, ne? Imamo primer te roke. Ja. To je na likovni način pač izraženo, včasih bolj posrečeno, včasih je bolj vidno, recimo tisto včasih ima skrito, recimo ali ta svetlova, ali ta eksplozija, ne? Tako. Se pravi, mislim, sem že kar povedal. Torej, naslednja vprašanje in točka od tega ogrodja, ki je tretja, predzadnja, vsega tega je nekaj, kar se nanaša oziroma izhaja pravzaprav iz naše veroizpovedi. Prej sem omenil hierofanijo, ki je splošno, vsaj v takem ključu, nastopa pretepne, je prisotna, to se nanaša na to predavanje, ki se je na splošno monoteistično tradicijo. Ne. Zdaj gre za to, da naslednje vprašanje se nanaša na vprašanje pasiona, ki sem ga jaz podnaslovil glede na učinek, ki ga ima znotraj tvojega slikarstva, oziroma ta moja domnevna interpretacija pravzaprav slikarstva, kenotični učinek, skratka podnaslovil se ga kenoza. Ne. Zdaj, duhovni motiv pasiona ima v naši civilizaciji in duhovno-zgodovinski izvor, ampak to smo že na predavanju, oziroma smo imeli Metikoviča tukaj že o tem razpravljali, tako da ne bom to ponavljal.
Zdaj, zato rad bi malo povedal, kako jaz gledam na pasijon. Ne toliko na pasijon kot tak. Na dejstvo pasijona, ker pasijon po svojo ostaja misterij, tako da nimamo česa povedati. Ampak kako, po mojem, učinkuje na nekoga, ki slikarstvo, ki pač slika pasijon, kako učinkuje na nekoga, ki pač to opazuje in gleda in kakšen je namen slikanja pasijona. Zdaj, jaz se sam nagibljem k mnenju, da je osnovni pomen v tem pogledu Kristusovega pasijona ali pa namen tega slikanja pasijona v tem, da se preko podoživljanja Jezusovega trpljenja, in to se tudi samo omenil, neko se rekel v svojem intervjuju, da ti slikaš pasijon, da bi ponazoril Jezusovo neznansko trpljenje, ki je tako neznansko, da si ga sploh ne moramo niti predstavljati. To so po tvoje besede. Da pač tisti, ki to podoživlja, doživi, doseže neko kenotično stanje duha, ki sledi katarzi, ki jo prenaša trpljenje samo. Zdaj, središčno občutenje, ki poraja pasijon in ki ga povzroča, po pasijon, tudi sam to povzemam po tvojih besedah, ker si sam to nekoč izrazil, uporabljajoč proti te besede, je eno sočutevanje, ki vzbudi v nas neko, oziroma v nas občutek neogibnosti popolne predaje našega življenja Božji volji. Pol je moja interpretacija nastopi. Bog sam se v nekem pogledu žrtvuje v lastnem sinu, da bi nam pokazal, kako ni druge poti od njega samega in te žrtve. On je pravzaprav edina pot. In zdaj, ta arhetip pasijona je po mojem od Kristusovega prihoda na svet neizbrisno ugrajen v naše stvari. Zdaj me zanima, kako gleda to, da tudi si zdaj razstavljali pasijon v Tiranu in tako naprej, ki si ga tudi povzel po pasijon svojega očeta, ki ga je napisal v zbirki, pesniški zbirki, tako da me zanima malo, kaj boš povedal o tem in kako gledaš na to. No, za tega profesora Pfeifferja je Kristus, da hierofanija par excellence je pa Kristus, ne? In to je pa razodetje svetega, dopolnitev tega razodevanja svetega, ne? V njegovi osebi, to je Višek, ne? In od mene je bilo vedno blizu to Kristusovo trpljenje, so se z njim poistovetil in nisem mogel recimo pristati na princip liturgične umetnosti, kjer je Kristus samo poveličan, samo vstajenski, samo poveličan, so znamenje trpljenja, ampak tistega pa ni. Jaz sem mogel kdaj pa kdaj naslikati tazga trpeč obraz ali to telo, tukaj ni veliko primerov, tukaj sem ena risba. Ne. Se pravi, človek ima neko privlačnost. Ne. Mnogi ljudje so trpeli ali pa bili takole mučeni, ampak Kristusovo trpljenje ima neko privlačnost in to čutno. Ne. Se pravi, če naslikamo to grozo, ne, ali pa v tem pasijonu, ki je po poeziji mojega očeta, da na koncu, na tole, še recimo en križev pot, malo bolj konvencionalen, ne. Če pogledamo tole, ne, recimo, to je ta pasijon, tako po tej poeziji. Mora biti vsaj, to sta samo dva primere. Ja, Juda, ki se obesi, ne. Mora biti vsaj, po moje, čeprav so te slike dosti temačne in izražajo eno določeno duševno stanje, pa vsaj malo svetlobe, vsaj nekje en delček, nekje mora biti, ne. Recimo, če bi bilo pa popolnoma samo trpljenje, brez izhodno, pa samo neka groza, potem mislim, da ne moramo govoriti o nečem, tudi odrešenskem, nekaj, kar bi te povzdignili, nekaj, kar ima tudi umetnost lastnost, da človeka povzdigne, mu da upanje. Namen tega je pa, da se mi, moč slike, da se mi poistovetimo s Kristusom, z njegovim trpljenjem, da bi sami, ko sami gremo skozi to, da bi prišli do odrešenja. Zdaj, včasih je res, da ljudi to prevzame. Prevzame pa tudi
nek odrešenski tip, ne. Recimo, ljudje imajo pa najrajš take prijazne, ne, takole. Recimo, ne, tale je tak malo meditativen Kristus, ne. Recimo, nedoločen, mogoče malo skrivnosten. Tale izraža grozo, ne, nad hudo jamo, zgroženost. No, take prijazne, ne. Ne, pa res noče se iz njega norčevati, ne, ampak določenim, ampak tole sliko sem zaključil zelo v nekem svojem osebnem trpljenju. Sem naredil silno prijaznega, sam sem zelo, se spomnim, da tist, ne vem, zakaj je šlo, ampak da sem tako sliko zaključil zelo v trpljenju. Recimo, da sem Turinski part. Ja, turinski part, to je to struktura turinskega parta. Vse slikarstvo, ki prožalje, da tudi te proporcije, ne, nosi, vse to, ne. No, ljudje imajo pa rajši, recimo, bolj kot pasijon, ali pa mogoče raj bolj tako, ne. In tudi tole manjka v krščanski umetnosti, ne. Zakaj ni bilo v 20 letih naslikan bolj prijazen Kristus, ne? Zelo, ki te gleda z, ne? Mogoče tudi to, kar sem jaz tukaj deloma umetno, jaz ne vem zdaj več, ne? Jaz sem, ne? To je tudi pristno, ampak kaj vem, ne? Zavedal pa sem se, to je tudi samo krepenenje tega, kar recimo ni bilo v tem oznanilu našem v cerkvi, ne, kar je manjka in kar tudi ni bilo umetnosti, sem jaz probal narediti. Ker ni bilo Kristusa z nasmeškom, ni bilo da bi te tale nasmešek odrešil, ali pa recimo, da bi ti začutil preko tega, da te ima pokrat, ne, da te gleda razlike kot si, da te sprejema. Ne. In kje umetnosti je to? V 19. stoletju, 18. v baroku, v gotiki, a v 20. stoletju je pitek, različni moderni slikari, ki je poskušal, ampak imamo mešanco, ne. No, jaz sem pač na tak način doživljal, ne, in recimo je bilo to moje sakralno obdobje, pa tudi še zdaj sakralno, ampak na drugačen način, je bilo v tem, da sem ta Kristusov obliče sliko, ne. Moj oče pravi, da so to neki avtoportreti, zakamuflirani avtoportreti. Samo, da jaz nisem tudi tako prijazen, tako je. Evo. No, plus tole, ko bo tudi o tem zdaj. Zdaj, zadnja in najvišja stopnja, pravzaprav, v tej strukturi, ki sem jaz tukaj naredil, ki je ni hierarhična, ne nastopa hierarhično, kot sem jaz naknadno, tako cerebralno hierarhiziral, je zarodek ali parozija, ki tudi nastopa v povezavi s tem prijaznim Kristusom. Zdaj, in naslovil sem zarodek ali parozija, zaradi tega, ker po mojem nastopa kot motiv zarodka v tvojih slikah in nagmiguje nekako na parozijo. Zdaj, to je zadnja in najvišja stopnja, ki seveda ne bi bila mogoča pri ostalih treh. Ne? Vse te komponente krščanstva so neobhodno potrebne za pač, recimo temu spoznavanje sveta ali upodabljanje sveta. Ne? Zdaj gre za to, da pri tebi nastopa ta motiv zarodka kot simbol preroditve in obljubljenega ponovnega rojstva na osebni in na kozmični ravni, ne? In ki ga seveda zaobsega sama zgodba oziroma dejstvo, pravzaprav Kristusovega vstajenja. Jaz sem pripričan tudi, delim pripričanje, da je krščanstvo brez Jezusovega vstajenja kar nekaj, ne? Mislim, to je taka splošna modrost, ki bi bila popolnoma nezanimiva. Ne? Zdaj, pri motivu zarodka ali embrija, ki nastopa v tvojem slikarstvu, je samo vtis, da sicer nastopa konkretno kot motiv, ampak da je vse skozi prisotno vsem pristopu, ki ga imaš v slikarstvu. V tem, kako uporabljaš barve, tvoje barve so zarodkovno uporabljene in tako naprej, tudi če v konkretnih slikah zarodek sam ne nastopa tudi konkretno. Zdaj, občutje, ko se rekel, vsaka izmed teh stopenj ima na svojo temeljne postatno občutje, ki ga poraja zarodek in ga po mojem povzroča zarodek je upanje.
In zato bi jaz to svoje našel tudi novo definicijo za tvoje slikarstvo. Bi ga kar imenoval slikarstvo absolutnega optimizma. Se mi zdi, ne površenega, ampak absolutnega optimizma. Ki obenem, ne, pa misel o prerojenem stvarstvu ima seveda tudi eno tako eskatološko razsežnost, zato omenjam paruzijo. Ne. Zdaj, glede tega se nanašam na nek zapis Batra Rupnika o tvojih slikah, kjer omenil ravno tole. In sicer, da ob zarodku v tvojem slikarstvu nastopa tudi motiv Kristusovega obličja, kot takega. In zdaj on sam imenuje Kristusovo upodabljanje Kristusovega obličja kot najbolj totalna objektivnost, kar jih je. Zato uporabljam izraz in pojem paruzije, zato ker vidim eno presporeditev med temlja in zarodkom, neke vrste alfa in omega, ki nastopa v samem tvojem razvoju, slikarskem razvoju. Ne? In tudi sam si o tem napisal sledeče misli, ki bo zdaj prebral, mislim, da v nekem svojem intervjuju, kako pravzaprav razumeš slikarstvo. In po mojem tlele, tem, kar bo zdaj prebral, dosega tvoje slikarstvo, in tudi slika sami, ne samo tem, kar bo prebral, to je sem najprej videl slikar sami, potem sem to prebral in me je pač potrdilo v intuiciji, ki sem imel, kad pač sem spremljal tvoje slikarstvo. Si napisal sledeče, in tle po mojem dosega tvoje slikarstvo svoj vrhunec. Napisal si tole, umetnik, in to je tudi naloga umetnika, in sploh poslanstvo umetnika, gleda stvarstvo, osebo in elementu stvarjenega že preoblikovane. Se pravi, da že vidi, kaj bo, tako kot se napoveduje v kristologiji. Ne? Se pravi, odete v lepoto, ki je še ni, ampak jo čuti. Vidi lepoto, ki bo prišla, vidi tisto, kar bo ob koncu sveta, ko bo svet preoblikovan in bosta prišla novo nebo in nova zemlja. Nekdo drug, ena kritičarka, mislim, italijanska kritičarka, pesnica, je to zelo dobro definirala za tvoje slike in sicer je to opredelila takole, da pri tebi podobe v tvojem slikarstvu so podobe na poti k svoji kristifikaciji. In to se meni zdi najboljša definicija tvojega slikarstva. Zdaj, če bi lahko kaj povedal o tem. To so zvišene besede za moja skromnost. Je tako slikarstvo slikaš, ko zbuja take občutke. To eskatološki moment je, mislim, da zadeva vso umetnost, eskatološki moment. Eskatološki to, kar bo, kar stvarstvo teži, ima nek center, da se bo preoblikovalo, po čem krepenimo, da bo nekoč nekaj dokončnega. Zato, recimo, rad slikam na ta način zarodkovno, on je to imenoval, Andrej to imenoval zarodkovno, da je kakor nek začetek, da pustiš tiste plasti začetka malo vidne in ne pokriješ z barvom iz vsega, ne? Da je v nastajanju in tudi ne dokončaš vsega. Zdaj, mogoče se na teh skromnih primerih vsega tega in tudi pri teh reprodukcijah tega ne vidi. Sliko moraš gledati original, da to vidiš, ne? Ko sem želel že dolga leta, po zadnjih letih slikati, ne toliko sakralnem obdobju temle, ne, ki ima eno objektivnost malo mogoče. Ampak da slikam na ta način, da se stvar zdaj šele rojeva in še ni dokončana, se oblikuje in se sam nakazuje. Ne. No, to bi bil ta način. Ne. Imaš še sliko za roko? Je samo dve, mislim, pa ene boljše so še, obstajajo, ampak ja. No, tole je ena, ne, recimo. Jaz sem tole, pa tukaj je, ne. Jaz sem slabo vidne, v krajni v ognju. Gotovo, jaz sem tukaj sam sebe čutil, da se na novo rojevam, ali da se moram, ne, prejšnjo leto, pred enim letom, in sem že v obstoječe slike, nekatere sem spontano, nekatere sem pa že obstoječe slike kar naštetval zarodke, ne. Potem sem pa tukaj slikal, pa da nekaj je zdaj od spodi, ker so mi slikali 10 preslikal. Pa sem pa spet z drugim simbolom, pa drugo sliko naredil in je postal to v princip umetnosti, da preslikujem slike. In že dokončane slike jih ni več, ker pa so na internetni strani, pa jih ni več. Ne. To se mi zdi dobro, to je nek princip tega, ne. In se pozna. Se pravi, jaz sem doživljal, spontano bi prišel ta simbol zarodka, novega rojstva. In ena gospa mi je rekla, da sem izbral Junga, to je pri Jungu arhetip.
Pri Jungu je zelo tak pomen novo rojstvo, jaz pa nisem vedel, kjer bom Junga bral. Ampak meni to prihaja spontano, ne. Recimo simbol Mavrice, ne, kot neke pomiritve med Bogom in človekom, stvarstvom, med moškim in žensko tudi. Tukaj ni veliko teh imam recimo 20 teh slik, nekatere so tudi preslikal, da je bilo že preveč Mavric, rekel, zdaj pa že nekaj. Da ste samo dve. Mislim, da Mavrice tukaj ni več, kot sem tele, ki sta združene z embrijom. Tukaj sta združeni tudi. Nekatere so takole združene. Mislim, da ni več, no. Ni več Mavrice. A še kakšna ni? Ne, samo to, kaj. Jih je pa še veliko teh slik. Jaz sem recimo mogoče v 2 letih 180 slik naredil, ne. To, da se mi zdaj zdi, pa v 2 letih pa pol, mogoče 200, tako da se mi je zdaj, da sem se že malo izpel, ne, zdaj ne vem, ali bom še prej, ne. Čeprav pol vsem slikam, ne, se mi zdi mogoče lepo več. Ker je prišlo do, ne, zdaj mislim, da smo zavod, ko smo vse povedali. Ne, zaključil sem tudi s to trdo četrko, zdaj postavljam še vprašanje za relaksacijo, ne. V bistvu zanima na koncu to zastavimo vsem, ki pridejo k nam, ne, to vprašanje o tem, kakšni so bili tvoji začetki in predvsem vplivi. To me zanima predvsem zaradi tega, ker ti si pač v teh slik, ki sem jih zasedil o tem, ne, še kar nekaj omenjaš o slikarstvu, ampak zelo malo o književnosti, recimo v drugih umetniških panog, prav nič pravzaprav v glasbi, ki ste to omenjali česar, kjera glasba vplivala na te in tako naprej. In drugo me zanima tudi, kako si začel, zdaj si začel, prej si nekaj malo omenil, kako si slikal barje, da je to pač tudi tvoji najstniški začetki in tako naprej. Da je malo tem. Tudi o drugih umetniških panogah, kaj te privlači, kdo je vplival na te, kdaj, kako in tako naprej. No, omenil sem Groharja, impresioniste. Prvo biografijo sem prebral od Renoirja, Renoir moj oče, in tam sem je začel nekaj. Potem pa življenjepisi slikarjev, od Van Gogha, Modiglianija, Groharja, tako. So dosti drastični, dosti tragični in tudi mogoče me to preveč zaznamovali, sami tragični liki. In te so mi blizu, ne, spet. No. Potem pa tudi življenjepisi svetnikov, ki so pa tudi ekstremni, ne. Vse same take zglede, ki sem jih jaz velikokrat narobe razumel, ne, v mladosti in čez zdaj sem počas prebijam, da bi bolj prav razumel ta življenja, ta sporočilo izhaja z njihovih življenj, tudi sporočilo samega krščanstva še zdaj ga želim boljše razumeti, ne. Marsikaj sem ga polomil, marsikaj sem delal, ne, v svoji ekstremnosti, ne. Recimo, zelo blizu mi je Hölderlin, kot, ki izraža v svoji poeziji poslanstvo pesniškega poklica, ali umetniškega poklica, ne, na tisto, pa potem pa Balantič, ne, te dva pesnika, recimo, ker imam literate v družini, ne, in sem zato vse te dobre pesnike 20. stoletja sem prebral, vsaj malo, ne, no, in tudi vse dobre kakšne romanopisce, vsaj te moderne romane, tudi te stvari sem predelal, no pa sem po enem določenem trenutku vse zavrnil in sem sam svetopismo še bral in se posvetil svetopismo, ne, kot stari zaveži, to je name vplivalo, ne. Recimo, bližje mi je pa recimo vzhodno izročilo, vzhodno krščansko duhovno izročilo, ne, mi je bližje kot zahodno, to lahko rečem. To sem v teh začetkih, ne, iz prvih stoletij v seriji, ne, tistih sercih, zato sem imel Efrema Maserskega, ki je simbolist, ki je pesnik, simbolist, ne, Zalupnika največji izmed teh teologov, simbolistov, ne, kjer so podobe sočne, tam niso izražene na konceptualen način, kot na zahodu, ampak so izražene v podobi, to je med blizu. To je name vplivalo. Potem, recimo, primer za glasbo, ali pa kaj pomeni umetnost, ne. Recimo Bachov Passion. Ko sem recimo še študiral, sem poslušal glasbo ob slikanju, pa sem pa to opustil, ker sem živel povsod, v raznih institucijah,
po raznih deželah, v Italiji, v Franciji, nisem imel kakšnega stolpa s sabo, da bi skozi poslušal glasbo. Sliko sem pa, ne. Tako da tisti bolj mladosti sem poslušal na primer Bachov Passion, ali od Matejev, ali Janezov. No, tam vidimo ta primer. To je Passion v glasbi, ampak je narejen na v pesem ovit, ne, bi rekel Passion. Ne. To je naloga umetnosti, ne, da nekako ovije v pesem, je nekako vsem vzvišeno, privzdignjeno je. Je Passion, pa je krval, ampak je krati privzdignjen. Recimo, to vidimo pri tej glasbi, ne, ki je baročna, vse Bach je barok, ne. To. Potem sem poslušal Sibeliusa, ki je zelo depresiven, tiste, ne, Sibelius, en skladatelj. Potem sem poslušal Mozartov Requiem, pa Handel, tako klasiko, Mesijo, ne. To sem poslušal, ko sem slikal. V ateljeju, na akademiji smo pa poslušali YouTube, v 80-ih letih in take stvari, Cure, pa take stvari smo poslušali. No, recimo, zdaj, to je od glasbe, ne. Evo, omenil so nekatere, ne. Recimo, kot en razlagalc, Aleksander Menj, ki si ga ti omenil, to je nek pravoslavni teolog, zgodovinar, duhovni pisac judovskega rodu, Aleksander Menj. No in ta, recimo, ta knjiga, njegova temeljna knjiga, Kristus, Jezus, učitelj iz Nazareta, ta je recimo precej veliko, sem črpal iz nje in se mi zdela, da kaže eno tako dobro, tudi zgodovinsko, hkrati zelo dobro podobo, v kakšnem zgodovinskem okviru, v kakšni duhovnosti, ker zelo dobro pokaže, kar drugi spuščajo, nek duhovni okvir pred Kristusom in vse mogoče religije in vse, kar je bilo, silno veliko ve, in zato me to zanima, ne. Ker drugi recimo to spuščajo in ne primerjajo z drugimi tokovi, duhovnimi, ki so bili v tistem času pred njim, v antiki, ali pa v njegovem času. Ne. Ta pa zelo dobro prikaže tak Kristusov pojav v vseh teh civilizacijah, religijah, misterij, od stoikov do raznih teh obešenskih religij misterijev. Začetki. Mislim, tvoji začetki. Pač v nekih intervjujih sem bral, tako da imam pogledal tem, kako si začutil, da si slikar, tako naprej. Mi nismo imeli v družini nobenega slikarja, da bi imel kakšen vzor, ne. Nekaj zasledil, da si risal in da potem si se... Ampak samo očeta pisatelja, pesnika, sprav neko tudi umetniško okolje, v katero smo bili, da je bilo to spodbujeno, niso me, ker sem bil bolj take narave, da nisem zares vzel lufta, ne, so rekli. Nisem za nič posebej zanimal, takrat sem se samo zabaval, družil. V šoli nisem bil najboljši, kot vid, ne, ki je moja sestra. Nekrat v tistem obdobju, ko se pojavila tist zavest o samem sebi, sem jaz tudi doživel, da se je ta zavest, pa nismo takrat niti v cerkvu hodili, ne, da se je nekako rodila v Bogu, neka povezava je bila. In ko sem to začutil neko željo, da sem šel z nekim papirjem, svinčnikom na barje, s kolesom in sem tam risal eno medvidne, čisto preprosto, to ni bilo še čisto nič, nobene nadarjenosti, ni bilo vidne, nekaj zelo rahlo, dreveška, jaz sem tisto imenoval gon, da me nekaj me gnalo, ne, en gon sem in to sem jaz tudi nekaj doživel, kar je v povezavi z Božjim, v tistem času, ne. In to je bil moj začetek, da sem takole kar sam začenjal, nekako se zato pa prebral to biografijo in se takole malo zanimal, ne. Samo nek daljni sorodnik je bil kipar, ampak to je že v 50 letih je umrl. Je bil tako, da je študiral kiparstvo, potem pa je živel od fotografije, samo to. Ampak seveda nekaj gotovo je od družine. Tako da, ne.
Potem so mi pa rekli, no, če pa zdaj pa hočeš, pa kaj, zdaj pa zares, ne, nisem šel za 2 leti se učiti risanja na akademijo, na petkov večerni tečaj. Sem 2 let hodil in vsak dan risal, skozi. Ne sem, tiste 2 leti vsak dan, skoraj ni bilo dneva, da ne bi risal, skozi. In v 5 letih sem že nekaj znal, ne. Potem pa na akademiji še bolj, ne. In takrat me pa prvič prijel, ne, da sem se za nekaj zanimal in da sem imel nek entuziazem in nekoga. Ne. Za druge me pa ni zanima. Dobro, video se zaključila. Ja. Slike zdaj smo že sploh malo pogledali, da tista 3 obdobja so propadla. Kdo kakšno vprašanje? Prav čisto tako. Minuje, da je najbolj strokovno. Če sem prav razumel, delaš tudi, imaš tudi naročena dela, ne, tu in tam. To smo kle videli, ali je to nekaj čist drugač? Ne, to je. Tist križov pot, ker je bil delan za eno cerkev, tam niso bolj sprejeli, pa nekdo drug vzel, na Štajerskem je v Nakalu bil, tiste križov pot iz leta 2015. Ja, se priporočam, ja, za kakšno naročilo. Delam tudi portrete, ne. Tukaj je samo en primer. V prejšnjem letu sem mogoče 12 portretov naredil. Se sam, ne. Da je zelo pastozen, pa sem to tudi malo manj, recimo več bolj lazurno, ne, tudi sliko, ne. Tako da delam tudi portrete. Pa tudi, recimo, sakralne slike, ne, se pravi določeni ljudje se zanimajo za te sakralne slike, tiste, ki so delane po evangeliji, po Janusov evangeliju, so nekateri tudi že rekli, da bi jih imeli. Jaz tukaj nisem delal za ljudi, ampak pa recimo jih vzamejo, tiste, ki so bile, ne. Ali pa tudi pokrajine, ne, pa pokrajine, ne. Ne delam pa, kakšno naročilo imam, ja, da si tudi želijo, recimo, motiv. No. Tako. In tudi naredim, včasih tudi v akrilu, ne, kakšne sakralne slike, en portret matere Terezije za eno cerkev v takih zlatih barvah. No, tako, ja. No, eno vprašanje, kje pa tukaj tista sakralna točka? Zgori na vrhu. To je bilo toliko barve, da je že dol lezla, da sem mogel sliko bolj položiti, da je se je parijala, ne? Ki je kar dol pozel, ne? Tam je dol flekov na Germanda. Tipično to, kar gledamo, je cca 1,5 meter, krat 1 meter velika zadeva. Ta čist mehna slikca, čist mehna. Škoda je, da nisi to dal, da bi bilo čez cel ekran. Ja. Eni so prevelike. Imam še neke velike slike, ki nikoli nisem prodal, imam še 2 dvometrske, ki jih nisem nikoli še prodal. Tudi ene zarode, ki ga ni tukaj, 2-metrska slika. Trenutek, recimo, kako duša pride neko stvarjenje v zarodek. Na nek simbolični način. Meni taki dosti svrtih barv, 2 metra, kad 160, imam še arterijeve. Ne. No, tole so pa bili recimo ene slike, ki se premišljeval sem o geneti, bral te teorije in tudi o teh religijah, ki so bile. In sem delal to pokrajino, pa tudi Triglav. Škoda, ker nimam tistih Triglavov, ki so bolj značilni, tudi ljudem bolj všeč, da so šli tudi v promet. Sem imenoval venecka prapokrajina, sprav Triglav tudi kot en sakralni simbol, ki je bil za naše prednike to gotovo Sveta Gora, Axis Mundi, ne,
tri glava ali pa češčenje tri možja, tri možjaka, ne, to me zanima. In povezava tudi z potem krščanskim izročilom Sveto Trojico. In mislim, da je to zelo neraziskana stvar in sem videl nek bronast, zelo slabo viden. Velikrat se pojavlja v Furlanski nižini, pri Venetih, tale tri glavce. In tudi v Dolomitih je eno svetišče tega Trimožja, ki so ga pol Rimljani primerovali v Apolonovo zdravilišče, neka zdravilna voda, no, in tole so recimo poskus narediti, ne moramo to reči, da je to taka sakralna slika kot Rubljev, Sveta Trojica, to je sploh ni, ne? Ampak je neki poskus mogoče združitve te tradicije, ki je že lahko neko delno razodetje, to Trimožje, ne? Zakaj, ne? Visoke gore v Italiji in v Avstriji so poimenovane po dei tre signori, ali pa tako, recimo, Dreiherren, ne? Imamo take stvari, ki so ostale zelo zanimive in jaz sem bolj po tistih bronastih glavcah se samo delal ene takele podobe. To ni liturgična umetnost, ne, to je pač neko tako. No, tako. Vprašanje. Ja. Kdaj se je pa pojavilo to zanimanje za teologijo, recimo že na akademiji ali po končani akademiji? Ja, proti koncu. Si želel še razširiti obzorje? Ja, takrat se mi je zgodila taka močna sprememba in sem potem v vseh teh iskanjih, teh izmih, ki sem jih predelaval, ne, sem potem spomnim se, da sem začel malo prekopirati Džota z akrilom, samo Džotove slike. Poznal sem jih že, ko sem bil 16 let, sem bil v Padovi in me prevzeli in sem čutil neko sveto dogajanje. Po 16 letih tam v Padovi in Džoto sem čutil nekaj svetega v bistvu. No in tako sem začel čisto to malo kopirati. Pa sem pa naredil tole po obisku Izraela, svete dežele, sem naredil tole prvo sakralno sliko. Kjer je to? Tale rumena, še dosti tudi, da imamo odšli delčno zdaj spet. No, to je bilo to obdobje v Rimu po pesniških podobah, simbolih Efrema Sirskega. To je samo en primer, bilo pa je ena serija slik. No, tukaj imamo tudi mečkem te togosti, ne. Tukaj je pa pred Rimom pa takole dosti. To je tudi svetopisanska slika Savel, ki se ubije, ne, ki je meč zasadi. Pa Jonatan, Savel in Jonatan, kako sta padla junaka. To je tudi sakralna slika Vodi luč, ne, stvarjenje, ki sem naredil take velike slike, dosti moderne, v tistem obdobju pred Rimom. Stvarjenje, 8 slik. No, to je prva ta sakralna, taka malo večja slika. A to je že za diplomsko, ne? Ja, to je še kar velika, ja. Ja, to sem v 4. letniku naredil, no, tam sem začel v 3., 4. letniku. Tudi si malo pitati. Ne, malo pitati se veda ta druga, to sem pa že pol za, tukaj se pa ne vidi, ne, dosti izgleda moderna slika, bolj dvobarna, monokroma, ampak tukaj je obris komaj viden, Kristusa tlele obraza, da se ne vidi na tej projekciji. In tako je zelo med vidnim in nevidnim, ne. Ampak tukaj se plaho, po tistem obdobju modernizma se čist plaho pojav figura, ne, nekaj med vidnim in nevidnim, ne. Kar so da to ljudem ni to ne pomeni, kaj dosti pač ljudje rabijo, ki je bolj opremljiv, ne. Ampak takole sem naredil tak triptik, ja, ki je drugačni, srednjeveška podoba, ne, bolj. Tako, to je en akvarel vstajenja v tisti zdaj časa. Pa bolj take podobice, ne, ki
ki mi niso toliko v čas, ampak so te križov pot tam iz 90-ih let. To je tako. Take so pa ljudem všeč, na primer. Jezus objema otroka, to pa ljudem. Ja, ampak to je tudi realnost. Ja, ne, sej To je tudi po evangeliju direktno. Ja, sej to tudi tista prijaznost, ali pa tisto usmiljenje, širina, ki malo manjka, ne, v recimo pač, da zato se jaz malo tako iz sebe, to ne iz Kristusa, ampak iz sebe malo hecam, ne, ker mogoče nimajo še toliko tiste eksistencialne teže, ki so jo pol slike dobile, ne. So še nekoliko ideološke, ne. Vse lahko, da so lepe, pa tudi ne, prijetno, pa imajo to sporočilo, ampak mogoče so malo ideološke, ker so pač samo to hotel. Te prav, ni pa še dosti tiste podlage trpljenja ali pa ene socialne izkušnje ni dovolj. Ne. Mogoče je to mečkam, meni se tako zdi, saj z današnje perspektive. Mogoče z današnje perspektive, ampak če gledaš perspektivo celotnega življenja, je pa noter vse. V življenju je vse. Je trpljenje, je prijaznost, je dobrota, je usmiljenje, je odpuščanje, je vse. Kateri je pa vaš najboljši motiv, najboljša slika po teh vaših letih, recimo, da ste res uživali, ste rekli, da ste pa nekaj naredili, ko res pika na i? Ja, to je težko reči. Recimo v naravi imam rad oljke, na primer. Imam zelo rad oljke. Bolj mediteran, ne pa severno pokrajino. Tudi tole naše okrog Ljubljane je pa slika, ker jo gledam, če bi pa bolj tam živel, bi pa skvanti slikal. To mi pa še bolj mediteran, recimo. Ne, tukaj ta privlačnost pa imam za sakralne slike, ja. To, da bi recimo nekako na novo interpretiral, postavil sakralno slikarstvo vmečko, ne. Vsaj, ne mislim, da bo ne vem kaj, ampak no, to me zanima, to je izziv, ne. Vse, kakor je rekel tudi Andrej, v samem bistvu ni veliko razlike, tudi v pokrajini je to, ne. Tudi v pokrajini. Tako da je zdelan tistim pristopom, ne, tudi pokrajino ali pa tiste slike, ne. Ta dva področja imam največ, no, sakralne slike pa pesarje, ne. Ja, Huda jama je zelo močna, ne? Tista, ki se je v Fišgerjevi razstavljeno, ampak mislim, da jo ni tlele v... Ja, je, ampak ni tista, ki je bila v Fišgerjevi razstavljena, tista je res fantastična. Škoda, ker nimam kakšno... Da, ampak ta je že malo ilustrativna, tista je ena druga, no. Se verjetno veš, za kjer gre. Ne, ni jo tukaj v tem ciklu, ne. Ne, recimo... Ko si rekel, si na paletijo naslikal. Ja, tista na paletijo. Ki je prav taka zelo reliefna, tista je pa res, mislim, šus. Škoda, so še boljše, no? To, kar sem jaz tam zbral na Twitter, je bilo tole, so pa še boljše, zbr zanimivo. Recimo, Hudo jamo, recimo, da je bilo to obdobje, če si ti samo usmeril v sakralno slikarstvo, ti tega ne boš naslikati, ne boš izraziti. Jaz sem pač po nekem obdobju življenja že čutil potrebo, da je prišlo je spontano spet, da sem začel si zamisliti eno sliko, ko Kristus prime za roko eno truplo. In s tistim se je začel. Tista slika je že preslikana, ni več, ne? Ampak to je motiv, mi je blizu na anastazis, ko Kristus prime Adama za roko in da ga potegne izpred pekla. Jaz sem to malo interpretiral, pa potegne tisto truplo za roko. In s tistim sem začel in sem enkrat po mnogih letih, čeprav sem mogoče malo
apolitičen bil ali pa ne, niti nisem izražal zdaj nekih družbenih stvari, ne, ali pa te naše zgodovine, ampak enkrat pa prideš do tega lahko, da izražeš neko tragiko, ne, na način umetnika, ne na način nekega ideologa ali pa z ideološkim prizvokom, ampak da izražeš to tragiko, ne. In jaz sem pol po 2 slikah sem imel priložnost, da grem v Hudojano, pa sem šel 3-krat in je nekako nastalo 2 let pa pol, pa ni veliko slik, je na 20 slik, ne, ki samo do zdaj sam eden zdravnik hotel eno imeti in jo nekaj ima v shrambi. Ne, drugač pa še imam, ne. Tam gnijejo v eni vlažni garaži in škoda. Imam te serije teh slik, ne, groznih. In to sem precej močno doživel, ne. In tudi to je, tudi skozi to, tudi tukaj je eno razodevanje svetega, ne. Tudi tukaj ni čista tragika, ne, ali pa samo tisto. Tudi tukaj je. Nekako je nakazano neki barvi, svetlobi, malo je nakazano. Ja. To je bilo včer, zdaj rečeno, selimo se v sosednji prostor, ko praznujemo rojstni dan. Ja, pa tamle. Katalog je na voljo, mi pa s temi večeri začnemo naslednje leto, oziroma naslednjo sezono, to zapravo redno spet oktobra. Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste prišli.